Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz se odpravljam teč. Tak lep dan je, moram izkoristiti. Bi vam pa še prej nekaj povedal. Že kar parkrat sem razmišljal, da vam povem, kako jaz kupujem superge oziroma kako sem jih včasih kupoval, pa kako jih zdaj kupujem. Tisti, ki me malo dlje časa spremljate, veste, da sem jaz tak bolj šparaven človek. In ponavadi, ko sem šel superge kupiti, seveda šel v Hervis, tisto, kar je bilo največ popusta, pa ki je bilo najcenejše, sem to kupil. In sem rekel, saj je vse dobro, saj to ono, ki so tiste ful dražji, to sploh ni neka huda razlika. No, pol pa pred, koliko bo že, dobre 2 leti nazaj, sem se pa odločil, da bom jaz to malo bolj redno tekel, ker sem se tudi odločil, da bom hujšal. Sem pa rekel, nič, sem veliko tečem po asfaltu, pa moram majčkeno boljše superge kupiti. No, in jaz grem v servis, sem se pa nekako spogledoval z Mizuno firmo, to pa zato, ker sem jih tam okoli leta 98 sem kupil ene od te firme, ko sem šel na potovanje v Peru. In sem rekel, ali pa v Venezuelo, se ne spomnim točno, pač vem, da sem jih za kaj kupil. Tiste superge sem jaz imel več kot 15 let, to so bile neverjetno vzdržljive, kljub temu, da mi jih je mama neštetokrat prala v pralnem stroju, čeprav sem mi to govoril zmeraj, da mi naj ne pere, ker se to uniči. In to so res neverjetno zdržale. In jaz sem potem rekel, tele Mizuno, če toliko dlje časa zdržijo, se jih pa verjetno splača kupiti. In sem se potem malo s tem spogledoval in sem šel v Hervis in sem videl, da imajo tele. Glejte, bili so mi lepi, meni je plava barva všeč. Cena je bila 139 evrov, plus, minus 25% je bilo popusta. Aha, sem rekel, nič, bom kupil, sej to pol okoli 100 evrov pride, sem rekel, toliko sem še pripravljen dati za superge, maksimalno 100 evrov. Ta zadnje, ki sem jih pa kupil, sem jih kupil pa za 40 evrov, oziroma za 39, tudi v Hervisu, pa ne bom povedal, katero firmo, ker nočem nobeni firmi nič slabe reklame delati, pa sej tudi ni bilo, za 40 evrov so bili čisto dobri, ne. Ampak, jaz pol, ko tele obujem, sem rekel, pa je neke razlike, no, je. No, in sem te imel, sicer sem napako naredil, ker par mesecev, ko sem jih imel, sem šel na en pohod na Krku, od Stare Baške oziroma od plaže Operne do plaže Zlate. Če je to kdo šel, to je tako kamne, kjer še gojzdarje uničiš. Jaz sem šel pa s tem supergicam tehkaškem, pač nisem od drugega. No, zdaj sem jih tudi malo uničil, v glavnem, kakor sem rekel, meni so lepe in sem skozi v njih hodil. So mi tudi pasale na kavbojke in tako naprej. Imel sem jih tudi v Egiptu in glejte, sem jih pa malo strgal. Strgal sem jih pa po mojem zato, ker sem po puščavi v njih hodil in to sem vsak dan, 5-krat na dan sem stresel ven mivko, to je noter polno mivke bilo in verjetno sem zato tudi uničil. Je pa zanimivo, koliko je tole zračno. To sem pa pogruntal potem, ker ko sem šel, rečemo, po puščavi, ki je bila mivka, pa nisem še nič noter peska, ampak je samo malo zapihalo, sem čutil, kako mi pesek noter prihaja. Tako da, če je šel pesek noter, pol pomeni, da so zelo zračne. No, jaz sem običajno superge kupoval enkrat na 5 let in sem rekel, te superge bom imel za 5 let. Zdaj jih imam 2 let, ampak to so znošene orenke. No, pa par mesecev po tistem, ko sem kupil te superge,
sem bil pa v Kulandiji z enim človekom zmenjen v Novo mest in glih pridem jaz v Kulandijo in me on pokliče, da bo 20 minut zamudil. A sem rekel, kvačem pa zdaj, sem rekel, ne, se grem pa malo v Hervis sprehoditi. In se sprehodam, tudi imam teh superg in vidim tele supergice, te so bile pa takrat najdražje, ko sem kupil te so bile pa 199 evrov ali 189 evrov. Po mojem, da 189, se ne spomnim točno. In to je bilo zame čist preveč, ne. Zdaj so pa pisalo zadnji pari -50. Ker sem včas sem jih probal, sem rekel, bom oba probal, da vidim, če je kaj razlike. Probam oba dva in sem šel kar tam malo zateč po Hervisu. To me najbrž tudi malo čudno gledali. No, in sem rekel, to je pa razlika, da ne moreš verjeti. In glejte, te, mislim, da so bile 189 evrov, te pa 139 so dobre te, ampak ne morete verjeti, kaj je ta razlika. Tako da te sem potem skozi hodil v njih, v službo, kamorkoli, ker so mi pa te so mi lepše kakor te. Ne vem zakaj. No, te imam pa izključno za teč. To vam povem, to je k noč pa dan razlika. Tako da zdaj jaz pri supergah ne bom nikoli več paral, ker vidim razliko. Ampak dokler jo nisem probal, jo nisem videl. Tako da tudi zadnje čase opažam, moj brat vse malo boljš kupuje kakor jaz, pa vidim, da mogoče cenejš kupuje kakor jaz. Zato, ker jaz kupim srajco za 40 evrov, pa se 5krat opere, pa ni nič od nje. On jo kupa za 150 evrov, je pa še po 10 letih, ne vem, po kolikih pranjih, skoraj kot nova. Tako da ni zmeraj vse tisto najcenejše, najcenejše, ki je najcenejše v denarju. Kdaj je nekaj pol cenejše, ampak se 3krat prej uniči in kaj se pol bolj splača kupiti. Ampak morate biti pa, veste, pazljivi, to ni čisto pri vseh stvareh. Recimo, jaz sem hodil na veliko seminarjev, teh prodajnih pa to, ne, in so nas učili, ne, da dostikrat moraš zvišati ceno, pa boš več prodal. Tako da trgovci to tudi vejo in imam enega v žlahti, pa ga ne bom omenil, če to slučajno gleda. On, če je poceni, ni dober, če je drago, je dober. Ampak trgovci zdaj vejo, da ljudje tako trapasto razmišljamo in neko kršrobo dvignejo ceno za 100%, pa več prodajo, kakor bi drugače prodali. Tako da to boste tudi pazljivi. Ni zmeraj tako, ampak glejte, za tele superge, Mizuno, pa vam lahko trdim, da so tele za 189 evrov bistveno boljše, kot za tele 139 evrov. Tako da, če daste kaj nase, pa če hočete udobno hoditi, lejte, kupite tele. Saj, če boste pazili, lejte, tudi te imam skoraj že 2 let, lejte, pa so kot nove. Pa ko teh sam teč hodim. Tako da, to je to. Upam, da vam tole kaj prav pride. Če vam pride, super. Drugače pa dajte v komentar malo napisati, kaj vi nosite, kakšne superge, katero firmo kupujete, ste zadovoljni, niste zadovoljni. Jaz sem vam to povedal tako, kot je res. Zdaj pa, če mi verjamete, ok, če imate drugačne izkušnje, tudi ok. Tako da, to je to. Nič, zdaj grem pa teč. Adijo.